Živjo, jaz sem okrajoma Sunte in danes bomo skupaj kuhali jed, ki se imenuje chilaquiles. Chilaquiles ste lahko že videli v enem prejšnjem vlogu, lahko ga tle kliknete, kjer sem jih jedla v restauraciji. Danes jih bomo pa skupaj pripravili in v bistvu vam bom pokazala, da so to so mene take tortilla chips z dodatki. Čisto easy. Ja pa nisem naga, imam obročila. Klavdija je zbolela. Kaj je narobe? Ojoj. Ful mi je neprijetno govoriti. Spet se moram znebiti tega straha, kot da sem spet na začetku. Sem mudri. Ti najlažje pametuješ. Stvar je taka, da ko jaz kuham na poti, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in danes pač ni plina, tako da tile chilaquiles bodo z hladno salso. Bom pokazala, kako se tu prelije, drugače oni ta tortilla chips kar skuhajo noto salsi in imaš ful različne variacije. Eni že tukaj skuhajo, da je skoraj polenta na konc, eni je pa všeč, če sem malo prelito čez, da chips še hrusta. Kar je ful zanimivo je to, da oni tu jejo za zajtrk. Ja, prav ste slišali, chips jejo za zajtrk, kar so pač sanje vsakega človeka za mačkom. Pa še eno stvar bi rada omenila, da ta recept je v bistvu na nek način izhaja iz tega, da so v mehiških gospodinstvih želeli porabiti hrano, ki je ostala od prejšnjega dneva. Tako so gospodinje suhe tortilje odsvrle in potem porabile salse, ki so jih imeli v hladilnikih, tako da je to en tak zero waste recept. Zdaj bom pokazala, kako se jih naredi, če nimaš plina. In evo mene, prelivam hladno kupljeno salso čez kupljen tortilla chips. Jaz rečem sebi kuharca. Ampak gledajte, malo me je sram, ampak spodaj v opisu lahko najdete recept, kjer sem jaz napisala še druge dodatke, ki jih lahko dodate, da bo tale jed še 1 milijonkrat boljša kot moja. Ampak se mi izgleda tako slabo, ne? Muha se strinja. Pa dajmo zaključiti ta video, tako kot vsak video, da si jaz zmašam s hrano. Chilaquiles pridejo v večjih variacijah. Prva variacija je ta, da sem jih jaz danes pripravila z omako iz rdečih paradižnikov, drugače oni uporabljajo tudi to omako iz zelenih paradižnikov, ki je tudi ful fina, sem v Evropi ni glih dostopna. Tako da uporabite tisto omako, ki ste jo mogoče polet doma sami skuhali. Potem dodatki so pa itak cela znanost, ne? Lahko uporabite, kar želite. Meni so ful všeč, če je še en jajček pečen gor, ampak jajček brez plina ne gre. Zdaj, za vegansko verzijo po mojem ne rabim razlagati, ker v bistvu sem kisle smetane ne bi dal gor. Mogoče smetano iz indijskih oreščkov ali kaj podobnega. Kaj moram še povedati? Zdi se mi, da v Evropi najbolj poznamo nachose. Mogoče bo kdo pomislil, da je to enako. Ne, ni. Ker Mehičani imajo drugačno ime za... Tudi če sem ena sestavina drugačna, je to druga jed, okej? Tako da nachosi v bistvu so znani po tem, da imajo ful toplenega sera povrh. Pride podobno tortilla chips, dodatki, tudi čebula je, avokado in podobne stvari. Ja, ampak glavna razlika je, da tam je ful toplenega sera. Evo, in to je to. Mogoče lahko tudi vi jih pripravite doma za prigrizek s prijatelji, ob pivu. Domem, da jih boste šli za zajtrk delati. Hvala za ogled videa. Če ti je bil všeč, ga lahko deliš s svojimi prijatelji. Lepo se imej in se vidimo v naslednjem. Ja!